Kraljevina na Iberskem polotoku, dežela Krištofa Kolumba, temperamenta in kastanjet. Pozdravljeni v popotovanju evropskih stoječih novic. Prav imate, danes gremo v Španijo. Glavno in največje mesto je Madrid, ki leži na obširni ravnini sredi države. Madrid je prestolnica Španije vse od 16. stoletja naprej. Španija je druga največja država v Evropski uniji. Meri približno 506.000 kvadratnih kilometrov, če vključite Kanarske otoke in španska ozemlja ob severnoafriški obali. Španščino naj bi po svetu govorilo okoli 440 milijonov maternih govorcev. V sami Španiji pa imata poleg španščine oziroma katalonščine, ki je uradni jezik španske države vseh avtonomnih enot, vlogo uradnega jezika še baskijski in galicijski jezik. Skupno se v Španiji uporablja kar 14 govorjenih jezikov in 3 znakovni. Španija ima visoko stopnjo brezposelnosti, po drugi strani pa malo davčnih inšpektorjev. In tako na vsakega inšpektorja pade skoraj 2000 davkoplačevalcev. Poročilo OECD iz leta 2013 pravi, da povprečni Španec vsak dan posveti 16 ur od 24 za prosti čas, vključno z jedjo, pijačo in spanjem. Me je kar prijelo, da se preselim. Če radi berejo, ne vem. Vem pa, da je leta 1605 Miguel de Cervantes napisal Don Quixota, ki velja za prvi sodobni roman na svetu. Španija je svetu dala tudi krpo in vedro, hvala lepa, ter skafander, brez komentarja. Pa poglejmo še področje kulinarike. Klasična španska jed je tortilla española ali španska omleta, ki je pripravljena iz krompirja, čebule in jajc. Seveda, ne smemo pozabiti na hladno juho gazpacho, ki vsebuje paradižnik, papriko, kumare, česen in zelišča in je sploh v poletnih mesecih zelo osvežilna jed. Španska kulinarika je tudi bogata z morsko hrano. Pomembna sestavina španske kuhinje je hobotnica, popečena in postrežena na narezanem krompirju, s papriko, kameno soljo in oljčnim oljem se spremeni v priljubljeno jed pulpo alla gallega. Če prisegate na suhomesnate izdelke, bo za vas prava iberska šunka, ki jo pridelajo iz sušenega mesa iberskih prašičev. Zraven se bo prilegel tudi sir. V Španiji se proizvaja veliko različnih kravjih, ovčjih in kozjih sirov, od svežih do sušenih. Izbira je bogata. V hladnem dnevu se lahko pogrejemo z madridsko enolončnico iz čičerike in različne zelenjave ter mesa, ali pa asturijsko enolončnico iz fižola, ali pa kar enolončnico iz bikovega repa. Posladkali se bomo pa z ocvrtim mlekom. Čisto zares. Leče frita, kar v prevodu pomeni ocvrto mleko, je priljubljena sladica na severu Španije. Gre za mlečni puding, ki je zavit v toplo hrustljavo testo in posut s sladkorjem in cimetom. Zraven se prileže še stepena smetana ali pa sladoled. In zdaj, ko smo vsi sladki, je menda najboljši čas, da se poslovimo. Lepo se imejte in pazite nase.